Sofia je bil vedno znan po tem, da je tudi pač we're having fun there. Ne? Seveda pa to začinjeno z nečem, kar pa po mojem Sof vseeno definira, to pa je zvok, von, kakorkoli se še lahko izrazimo, morja kot takega. Recimo v 90-ih letih je Sof trajal tudi bojda, pravijo, jaz se tega ne spomnim, tudi več dni, tudi tako po 4-5 dni. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Metro minutk. Danes je z mano Matjaž Germ, vodja kreative pri agenciji 101, član programskega sveta in vodja sveta tekmovalnega programa na Slovenskem oglaševalskem festivalu. Danes bova, kot v bistvu že nazivi, ki sem jih omenila, povedal, govorila o Slovenskem oglaševalskem festivalu oziroma na kratko SOF-u. To je v svetu oglaševanja skoraj praznik leta, no, tako da za vas insiderje ga ni treba posebej predstavljati, ampak vseeno, za tiste, ki področja ne poznajo tako dobro, kaj pravzaprav je SOF in kaj obsega? SOF je pač, kot že ime pove, slovenski oglaševalski festival in je v bistvu osrednji, kot je bilo že rečeno, dogodek slovenske oglaševalske stroke. Pa tudi eden v bistvu ključnih dogodkov širše marketinške stroke in je pač vsakoletni dogodek, ki v bistvu pritegne vse, ki se s to industrijo ukvarjamo redno. Zdaj, za mogoče tiste, ki niso iz te industrije, analogija je recimo temu bi bila recimo festival slovenskega filma, ne? Če se festival slovenskega filma ukvarja z tem, kako se bo film razvijal in hkrati podeljuje tudi neke nagrade za najboljše filme. No, na enak način tudi na Slovenskem oglaševalskem festivalu v bistvu probamo najti neko vizijo razvoja stroke in pa tudi podelimo najboljše reklame v tem primeru. Podelimo nagrade za najboljše reklame. Tako da to je v bistvu v kratkem SOF. SOF ima že kar dolgo zgodovino, prvič se je odvil leta 1991. Lahko malo to povzameva, predvsem kako se je potem razvijal skozi leta? Letos bo 34. SOF, se pravi, že ima neko zgodovino, čeprav resnici na ljubo je ta panoga oglaševanja v Sloveniji relativno mlada, ne, teh 34 let vse ni, manj kot sem recimo jaz star. To je pa seveda povezano s tem, da se je prav zares tržno komuniciranje kot tako začelo razvijati pač po osamosvojitvi Slovenije oziroma po prehodu v tržno gospodarstvo, ampak to pa seveda ne pomeni, da reklamarska industrija ni bila že prej prisotna in je bila tudi v 70. in 80. letih se je zelo razvijala in SOF je v bistvu nastal leta 1991 kot slovenski podaljšek v bistvu takratnega festivala propagandnega filma, mislim, se je nekako tako imenoval. In skupaj z Golden Dramom takrat se je v bistvu ta zadeva začela. Potem se je pa SOF razvijal. Zdaj, ta industrija oglaševalska industrija je zanimiva tudi po tem, da je zelo dinamična in se pač prilagaja temu času in medijem in vsem. Ne. Zdaj, če si recimo predstavljamo leta v 90-ih, SOF je bil precej drugačen, popolnoma drugačen, tudi teme so bile popolnoma drugačne kot danes, ker tudi v končni fazi medijska potrošnja, takrat je bilo mogoče fokus bolj na TV, print, radio, danes pa je medijski svet že sam po sebi zelo širok in pač načini, kako dostopamo do ljudi, so se zelo spremenili. Tako da SOF je potem v tem nekem obdobju seveda menjaval lokacije, odpiral različne teme, ampak vedno sledil nekemu osnovnemu načelu, da podpira stroko in pa v prvo vrsto vedno postavlja kreativnost v oglaševanju, kar je pa še vedno njegov core DNA. Ko sva že govorila o vseh teh spremembah, v bistvu tudi letos SOF prinaša kar nekaj sprememb oziroma novosti. Kje so tiste najpomembnejše? Letos je kar neki novosti kot vsako leto, ker je, kot smo že prej omenili, to zelo dinamična industrija, ne tudi prav tako. Glavna novost je mogoče letos povezana z samo lokacijo. Letos se bo dogodek prvič odvijal v kompleksu Grando, to je bivše skladišče soli, ki ga poznamo tam ko gremo v Portorožu proti Bernardinu, na tisti aveniji Portoroški, tiste ogromne bloki kamniti, ki so zdaj pač
spremenjeni v neke prireditvene prostore, tako da bo to en zelo zanimiv dodatek dogajanju. Potem druga stvar, ki je pomembna, je, da se je mogoče dogodek malce prilagodil ali pa recimo šel sledil tripu časa agencij, medijev, naročnikov in vsem, ki so v marketinški stroki z tega vidika, da bo letos osredotočen na eno glavno noč, eno glavno zaključno prireditev. Traja bo pa 2 dni, dan pred tem, naslednji dan se pa bo nekih 3-4 zadeva zaključila, da je pač res tudi dosti strnjen in fokusiran dogodek, ker recimo leta v 90-ih letih je SOF trajal tudi bojda, pravijo, jaz se tega ne spomnim, tudi več dni, tudi tako po 4-5 dni. Tako da časi se pa seveda spreminjajo normalno. Vsak oglaševalec ima verjetno kakšen spomin SOF-a, ne? Bodi si je to prvič, ko se je udeležil festivala, bodi si nek, ki mu je zaradi kakšnih nagrad, česarkoli posebej ostal v spominu. Kateri je vaš ali pa mogoče kakšna anekdota, ki vam pade na pamet? Zanimivo, mislim, anekdot je gotovo veliko, moram priznati, da tako zelo, ko pomislim, se presenetljivo več spomnim stvari iz tiste bolj zrele dobe moje kariere, kot pa iz tistih začetnih študentskih let, ne vem zakaj točno, ampak okay. SOF je bil vedno znan po tem, da je tudi pač we're having fun there, ne, in, kar je seveda tudi zelo pomembno. Zdaj, neke konkretne anekdote mogoče mi ne pade na pamet, je pa nekaj, kar je tako po mojem tudi vsem, ki delamo v tej industriji, ali pa smo tudi že od začetka kariere v tej industriji, da je SOF v bistvu vsako leto se zgodi in na nek način ga povezuješ s tem nekim svojim razvojem kariernim, od tistih prvih začetnih študentskih let, ko si pač prišel malo potipati, da vidiš, kakšna je industrija, do potem nekih obdobij, ko si že imel neke določene ambicije, tudi odgovornosti in pa pač tudi pač do samega razvoja tega. Tako da to je en zelo pomemben pač del naših karier in ga po mojem potem vsi dojemamo. Seveda pa to začinjeno z nečem, kar pa po mojem SOF vseeno definira, to pa je zvok, von, kakorkoli se še lahko izrazimo, morja kot takega. SOF je vedno se dogajal na obali in smo ga vsi po mojem tudi tako malo čutimo. Eno leto, mislim, da je bilo covidno leto, se je SOF zgodil v Ljubljani, pa je bil super organiziran in res je bil fajn in vse vedno je super organiziran, ampak mislim, da smo vsi nek zvok galebov pogrešali, ne vem, ali pa nekaj takega, tako da ja, verjetno je to, kar je zelo pomembno za festival. No. Veseli me pa, da ste omenili tudi to zabavo, ne? Ker v bistvu to zaključno zabavo SOF-a oglašujete kot najboljši žur leta, no, pa tudi se mi zdi, da se skozi leta je vzpostavila kot taka, ne? Kaj si lahko letos obetamo? Pač oglaševalska industrija je seveda široka in tudi na samem na taki zabavi, na zaključnem dogodku se seveda poleg oglaševalcev in ljudi, ki delamo v tej industriji, so tam prisotni tudi vplivnejši, znane osebe, ljudje iz širšega poslovnega sveta in je kot tak zanimiv dogodek že sam po sebi. Letos bo, glede na to, da bo fokus na eni zabavi, bo ta pač še toliko bolj nabita za vsem, kar pač mora taka zabava imeti. Ena taka zanimivost je, da letos bo pač nastopila bo Siddharta na tej zaključni zabavi in glede na to, da letos, če se prav spomnim, Siddharta večinoma kroži po Sloveniji v taki bolj razelektreni verziji, no na SOF-u bojo pa full electric, tako da jih bomo lahko slišali recimo na tak način. In mogoče pri SOF-ovi zabavi ena taka zanimivost je, jaz sem vedno v karieri, kjerkoli sem delal, v kakršnem okolju, sem vedno poznal vsaj 2-3 ljudi, za katere je bilo značilno to, da nikoli ne bodo šli zadnje zabave. Zdaj, če si predstavljamo, da je takih ljudi 200 na enem mestu, pol zna ta zadeva trajati. Ja, zdaj pa, če zaključiva z nekim takim veselim pričakovanjem, kateri dogodek na SOF-u je v bistvu tisti, ki se ga najbolj veselite letos? Ja, program je zelo zanimiv, ogromno strokovnjakov iz tujine bo prišlo, renomiranih, ki imajo zelo različne
znanja in bodo odkrili različne perspektive te naše industrije in pač razvoja nje. Eden takih, ki se ga jaz osebno kar veselim, je Štefan Zagmajster, svetovno znano dizajnersko ime, ki bo letos prišel v Portorož. Sodeloval je z ogromno številnimi znanimi brendi in tudi bendi. In je res eno tako poznano ime, ki je en tak l'enfant terrible oblikovanja v globalnem smislu. Potem lahko ti povem tudi, če se malo bojim. Bojim se v navednicah seveda samega zaključka recimo tekme. Letos kot sem tudi v funkciji predsednika sveta tekmovalnega programa in naša odgovornost je, da organiziramo tekmo. Tekma, se pravi podeljevanje nagrad najboljšim oglaševalskim delom, je zelo pomemben del festivala in vsako leto v bistvu na nek način da neko ali poudari ali nakaže neko smer, v katero bi se kreativna industrija v oglaševanju naj razvijala in je zelo pomembno, kaj in na kak način je dojeto sporočilo nagrajenih del. Moja vloga pri tem oziroma vloga članov sveta tekmovalnega programa, s katerimi sem letos sodeloval in pripravljal spremembe, je pa glih to, da ustvarimo poligon za to, da lahko profesionalne žirije, letos bomo imeli prvič dejansko celo tri predsednike žirij na festivalu, da lahko delajo svoje delo na tak način, da potem to sporočilo, ki ga dajo čim več ljudi stroke, vidi kot nekaj, kar lahko implementirajo v svoje razmišljanja v prihodnosti. In to je pa v bistvu nek point, ki ga tekma ima. Pa seveda še enkrat tudi zabava bo odlična in o tem smo že govorili.